Torej, kot predlagatelja za zlati občinski grb vas prosim za nekako kratko obrazložitev, zakaj ste se za tega kandidata odločili. V bistvu, ko sem malo pogledal po delovanju lokalne skupnosti, sem se spomnil tudi na to, da največkrat ljudi, ki so ti zelo blizu, pa veliko naredijo, pa največkrat spregledamo. Ampak tokrat je bila, se mi je utrnila misel, zakaj pa ne bi gospodu Slavku Hrenu, ki toliko let deluje kot veterinar, sedaj že nekaj let kot direktor veterinarske postaje, skrbi za naše podeželje in na koncu koncev tudi dolgoletni predsednik odbora za podeželje in še nekaj drugih funkcij ima v občinskem svetu in ogromno res dela, zakaj mu pa ne bi njemu podelili zlatega grba kot priznanje za to delo ob njegovi osebnem jubileju, 60-letnici, in se mi je zdelo to, da gre v prave roke. Ni pa bilo letos veliko predlogov na splošno, ne? Ne. Ljudi verjetno ne. Ne, težko bi rekel. Jaz sem tudi malo presenečen, da ni bilo ne vem koliko predlogov. V bistvu je imel Kvija zelo lahko delo, kar po en predlog je bil. In težko bi komentiral, zakaj ni bilo nekih večjega interesa. Mogoče še komentar tudi za moški pevski zbor Ivo Štruc. Ko takole gledam, imam občutek, da je zborovsko petje v naši občini v neki stagnaciji. Društva, ki delujejo, pevski zbori, ki delujejo po svoje. Na področju glasbene vzgoje, inštrumentalne glasbe imamo odlično glasbeno šolo in tam je opazen napredek. Medtem ko pri zborovskem petju pa ne vidim, da bi se mladi vključevali in to sem na nek način izkoristil ta predlog oziroma to obletnico, 50-letnico delovanja moškega pevskega zbora Ivo Štruc, da opozorimo tudi na zborovsko petje, ki je bilo nekdaj druženje, pomenilo druženje in sproščanje in še marsikaj drugega v zgodovini, danes pa nekako med mladimi ni nekega zanimanja in upam, da bo to tudi spodbudilo predvsem med mladimi, da se bodo priključili kakšnemu od naših že delujočih zborov.